Ne, nisem oblečena v črno barvo zato, ker bi bil danes kakšen črni petek ali Black Friday, ampak oblečena sem v črni barvi zato, ker bomo danes prinesli v vaše dnevne sobe starodavno znanje medicine. In sicer, z Anito se bova danes pogovarjali o moči črne barve. Kaj ne, Anita? V bistvu črna barva ni nujno vedno, da bi bila slaba barva, ampak v marsikakšni tradiciji je ta barva v bistvu uporabljena tudi v zelo dobre namene, kot da nas zaščiti pred zunanjim stresom, marsikje predstavlja tudi močne, omajno voljo. Predvsem pa sem danes s tabo tukaj zato, da nam malce več razložiš, zakaj je tako dobro jesti v tem času črno hrano. Ja, res je. Črna barva je v bistvu barva, ki nas ščiti pred negativnimi vplivi drugih in pa tudi v črno se lahko oblečemo, ko želimo biti malo bolj sami sabo, energijsko. In zima je čas črne barve in čas ledvic, tako da črna barva izjemno blagodejno deluje na ledvica, krepi ledvica, tako da dejansko za ledvice skrbimo, ko smo oblečeni v črno in pa seveda s prehrano črne oziroma temne barve. Zakaj pa je tako pomembno, da v sploh zimskem času krepimo ta ledvični potencial? Ja, če smo v skladu z naravo, pa tudi če spremljamo tradicionalno kitajsko medicino, potem vemo, da so ledvica organ zime in po zimi lahko v bistvu najbolj okrepimo naša ledvica. Torej po zimi posebej paziti, da vnašamo potem v naš jedilnik čim več črne hrane. A nam lahko malo več poveš? Črne, temne hrane, tople hrane. Naprimer črna hrana kot? Lahko mumija, čaga, datli, semena, lanena, čija semena, ajdova kaša, bučno olje, vse takšne temne stvari. Torej za vsem tem v bistvu krepimo prav energijo ledvic in predvidevam, da pol tudi od rodil, ker so tako povezana. Seveda vse je to povezano, ja, rodila in ledvica, to je vse skupaj, s tem krepimo mehur, ledvica, rodila. Omenila si to adaptogeno rastlino čago, nam lahko malce več poveš o tem, kako si pomagati s čago pri ledvicah? Ja, čago lahko v bistvu uživamo, se pravi jo eno merico dnevno spijemo in samim tem očistimo svoje telo. In saj vemo, ko je naše telo očiščeno, takrat je tudi lahko nas bolj podpre, smo bolj zdravi, se bolj počutimo. Čaga je v bistvu adaptogen in tudi eden najmočnejših antioksidantov in spodbuja rast zdravih celic in zavira rast nezdravih celic. In kaj še tukaj je v bistvu tako, da čago zelo veliko uporabljajo ljudje, ki se že soočajo z določenimi težkimi diagnozami, naprimer rakovi bolniki, sladkorni bolniki. Jaz pa v bistvu želim spodbuditi ljudi, da bi začeli uživanje čage prej, se pravi, dokler smo še zdravi, da si z njo pomagamo, podpiramo in na ta način preventivno delujemo. Ja. Torej priporočaš, da v bistvu ne čakamo na tisti nek zadnji stadij, ko res telo začne čisto odpovedovati, ampak da poskrbimo že malce prej. Kar do sprej, ja. Da gremo res prej, da poskrbimo in da poslušamo svoje telo in da v bistvu super je tudi res to, da smo v skladu z naravo in da spremljamo letne čase in da podpiramo določen organ takrat, ko je njegov čas. Ker tako bo še energijsko veliko močnejše vse skupaj in bomo še bolj lahko pomagali organu. Tudi, naprimer, če gledamo protokole medicinskega medija, on ima knjigo Očistite se in ozdravite in on tam uporablja čago skoraj v vsakem protokolu. Naprimer, uporablja čago v protokolu za zdravljenje odvisnosti, akan, tesnobe, depresija, pri težavah z neplodnostjo, avtoimunih boleznih. Se pravi, je zares vsestransko uporabna, ker je toliko zelo močna. In seveda je pa tudi tukaj izjemno pomemben vir čage, da nam res lahko da vse to. Torej, kje je ta čaga bila narejena, na kakšen način je bila pol tudi verjetno predelana? Vse to. To veliko vpliva pol na hranila? Zelo veliko. To je ta dodaten duh in dodatno energijo, ki v bistvu da še toliko večjo težnost in vse skupaj, da zares imamo lahko določene rastline, kar se da največ. Tako da je pomembno, kje je rasla, na kakšen način so potem cela pot, dokler ni prišla do nas. V bistvu je vse pomembno. Krasno, torej čaga ni zdaj samo za okrepiti ledvice, ampak v resnici tudi še kup enih drugih stvari vpliva.
Pa si tako omenila vseeno, ne, čaga, zato ker je to črna hrana. Zakaj ravno črna hrana v tem času? Kaj pomeni te črne hrane? V bistvu glih to, ker vsak organ ima svojo barvo in tudi vsak letni čas in barva zime, barva ledvic je črna in tudi temno indigo modra, tako da v bistvu iz tega izhajamo. Torej tudi temno indigo modra, če se v to barvo odenemo. Isto krepimo ledvice in ledvično energijo. Pomembno je tudi, da so naša ledvička na toplem, se pravi, da smo dovolj oblečeni. In pa tudi nasplošno, da skrbimo za njih, se pravi, da smo res v skladu z naravo in da pogledamo, kaj se zunaj dogaja. To nam že samo stvar pomeni, da ni zima čas za neke res velike aktivnosti, ampak je bolj čas za počitek, za meditacijo, za umirjanje, za povezovanje s sabo, da kaj preberemo, za negovanje, tako za takšne zimske rituale, da gremo potem lahko v pomlad in v novo leto polni nove energije. Ja, mi na Zahodu smo to kar malce obrnili, kvečemo obratno. Jaz mislim, da ravno decembra imamo največ vsega, kar se dogaja, največ opravkov, največ večeri, največ druženj, torej bi mogli malce drugače delati to vse skupaj. Ja, res je. Ali pa da vsaj, ko imamo možnost, da vsaj tiste dni zares delamo drugače in da v bistvu si na ta način potem postavimo. A veš, kaj imam jaz zelo rada od črne hrane? Črni sezam ali pa črno kumino. Kako gledaš na ti dve hranili? Super. Izjemno super za tale čas, tako da kar uživaj to. Ja, bom še naprej, čez celo leto. Zanima me pa tudi, kar se tiče mumije. Je tudi mumija primerna? Ja, tudi mumija je primerna. Mumija je v bistvu mineralna smola. Isto je pomembno vir in vse, kje jo dobimo. In z mumijo pa kaj lahko naredimo? Naprimer, tako pripravlja se mene 3 take čist enostavne recepte. Če ostanemo še pri ledvicah in če želimo še z mumijo krepiti ledvica, potem enostavno spijemo tako vzamemo eno konico žličke, damo v vodo, to zmešamo, spijemo in okrepimo svoje ledvice in poskrbimo zase navznoter. Lahko si tudi, če želimo bolj močne, lepe lase, lahko dodamo eno žličko mumije na 200 ml šampona, to zmešamo in tako imamo. In v bistvu je vidna opazna razlika že po enem prvem tem tretmaju, ki si ga naredimo. Lahko si pa tudi za pomlajevanje naredimo masko, v katero zmešamo med in mumijo. To si nanesemo na obraz, pustimo kakšnih pol ure, lahko tudi malo dlje in potem se pač to speremo in še na ta način vključimo. In zares smo potem podprti na vseh nivojih s črno barvo, s črno hrano in tudi drugače. Zanimivo. Torej, eno je, da skozi zunanjo uporabo, si rekla, da si naredimo recimo oblogo, masko za kožo, drugo pa potem tudi to, da lahko direktno mumijo zaužijemo in na tak način podpremo telo pol od zunaj in od znotraj. Tako, na oba načina in se vse to potem res lepo dopolnjuje. Imaš ti drugače kakšne take zimske rituale v tem času, da si privoščiš malce več skrbi za svoje ledvice? Ja, v bistvu, tako kot sem rekla, vsa ta prehrana, katero sem zdaj omenjala, potem uživam tudi čago mumijo in pa predvsem to delam dosti na energijski ravni, se pravi to, da mi je dovolj toplo, energijske vaje, meditacija, sproščanje, vse te zadeve, ker verjamem, da je zares pomemben celosten pristop. Kakšno mumijo pa priporočaš? Ker si tudi omenila prej, da je res ni tako nedolžno, ampak da je v resnici tudi zelo pomembno, na kakšen način je bila obdelana, kakšno poreklo ima. Ja, vse to je pomembno. V bistvu priporočam tole mumijo, ker vem, da je zares preverjena in je liofilizirana. Se pravi, da je v bistvu s tem postopkom obdelave ni ona nič izgubila, ampak je dejansko vse skupaj še močnejše in kar je še najboljš, ful bolj praktično, ker je v prahu, si sam damo v prah in je veliko bolj enostavno za uporabo, kot pa če bi res imeli smolo. Zanimivo. Lažje torej takole, kot pa če imaš direktno smolo. Mislim, da nam je lažje, ker smo vseeno tako malo navajeni, da gledamo, da radi imamo, da je pač preprosto takole. Hvala lepa, Anita, za te dragocene napotke. Hvala. Seveda vam želimo, da čim bolje poskrbite za energijo svojih ledvic v zimskem času in seveda danes ste slišali, da to lahko naredite tudi s pomočjo črne barve. Govorimo seveda o črni hrani, kot je črni fižol, črni sezam, črna kumina in tako naprej.
Tako da posezite po taki hrani letos za praznike, ki vas okrepi, ki vam pomaga, da si tudi spočijete in da si tudi napolnite baterije. Če vas pa zanima kaj več, kako si lahko tudi s pomočjo zdravilnih adaptogenih rastlin, kot sta recimo čaga in mumija, pomagate pri krepitvi ledvične energije, pa skočite na našo spletno stran klepetobkavi.si, kjer boste našli kar nekaj člankov na to temo.